Dobro večer obema. Najprej, gospod Štrukelj, kako zdaj vi gledate na odločitev poslancev novo nastajajoče vladajoče koalicije, ki je izglasovala, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne določbe? No, kljub vsemu je presenetljivo, ker predlagatelji trdijo, da je to zakon za ljudi, hkrati pa zavračajo možnost, da bi se ljudje na referendumu odločili in v resnici pokazali, ali je res za ljudi ali ni. Zadnje meritve javne mnenja pravijo, da večina ljudi ne podpira tega zakona. Kaj pravite na ta argument? Zakon je res za ljudi. Manevri sindikata, tako kolega Branimirja Štrukla kot ostalih sindikatov, so v bistvu nerazumni. Kajti jaz mislim, da ste slovenski sindikati, vsaj vas večina, edini na svetu, ki se borijo proti višjim neto plačam, ki se borijo proti višjim pokojninam, ki se borijo proti odpravi čakalnih vrst, da bi ljudje prišli do svoje zdravstvene storitve, in tega res ne moremo razumeti, zakaj zavlačujete, ko pa veste, da je ustavna določba v 90. členu Ustave Republike Slovenije jasna, in sicer, da referendum o zadevah, ki se tičejo davkov, finančnih zadev, ni dopustna, in v tem razvojnem zakonu, ki je za vse dober, je več kot polovica členov pravzaprav v zvezi z davki. No, to so standardne zavajanja, ki jih gospod Kralj ponavlja. Ta zakon ne prinaša višjih neto plač, ponavljam še enkrat, ne prinaša višjih neto plač, z izjemo tisti, ki imajo več kot 7500 evrov. Ne prinaša. Lahko, da bojo kdaj prej, nismo proti, ampak ta zakon jih ne prinaša. Ne prinaša višjih pokojnin, nobenemu, prinaša dvojni status in pa prisilno upokojevanje. Ne prinaša pa višjih pokojnin, nikakor ne. In seveda te zavajanja so, bom rekel, demagoška, hkrati pa nekoliko podcenjujejo ljudi, da ne vidijo, kaj se v resnici dogaja. Na vse zadnje v 3 dneh 47.223 ljudi jasno pokazalo, da je proti, in to niso k temu prispevali 3 sindikalni lideri ali pa kaj podobnega, kar nam poskušajo vsiliti. Tako da je tukaj jasno, da želi ta zakon v resnici poseči v razgradnjo socialne države. Slovenija pa je po 2. členu Ustave socialna država in mi branimo na tej točki Ustavo Republike Slovenije. No, bilo je izrečenih kar nekaj neresnic. Zakon prinaša višje pokojnine prav za vse. In sicer zaradi tega, ker se bo pač ukinil odteglaj prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki jo ljudje nimajo, še posebej dolgotrajne oskrbe na domu nimajo, in za ta prispevek, 1% neto pokojnine, se bojo prav vse pokojnine zvišale. Tako da, gospod Štrukelj, jaz prav ne morem verjeti, da govorite take neresnice, ne? In na drugi strani povejte mi eno stvar, s katero naj bi se po vaše zaradi razvojnega zakona razgradila socialna država. Ravno nasprotno, dvojni status. Kdo pa ste vi, da lahko odtegujete vsakemu upokojenemu, ki je 40 let vplačeval, pošteno delal in vplačeval za svojo pokojnino in želi in zmore še naprej delati, da mu odtegujete najprej 60% pokojnine, potem pa po 3 letih 80% pokojnine. Ljudje so nas prosili za te ukrepe, ker se nam zdijo tudi pravični, smo jih dali v razvojni zakon. Gospod Kralj, ta zakon posega v sam temeljni princip solidarnosti, ki ga predstavljata 2 ključna sistema v naši državi. To je pokojninski in zdravstveno zavarovanje. Oba temeljita na solidarnosti. Tisti, ki imamo več, nekoliko več prispevamo kot drugi. Vi ga z tem, ko bogatim z najvišjimi plačami samo do 7000 te prispevke še dopuščate, razgrajujete ta temeljni princip in s tem posegate v same temelje socialne države, ki pa je po ustavi, še enkrat ponavljam, tista kategorija, ki jo je treba v naši državi varovati. Slovenija ni samo pravna država, je tudi socialna država, in to pomeni univerzalni dostop do javnega zdravstva, ki ga ta princip, ki ga zdaj tukaj odpirate, načenja, ker ne bo več možno univerzalno pristopati, in z milijardo evrov minusa, ki ga dajete, ogrožate tudi druge socialne elemente, kot je recimo kakovostno javno šolstvo. Kje boste vzeli to milijardo, povejte, ki jo zdaj jemljete s tem zakonom? Ne bo držalo, da se z razvojno kapico za te najbolj perspektivne kadre, ki jih je v Sloveniji premalo, in bi se morali vi... Kapica ne zajame. Jaz sem vas poslušal. Ne zajame. Jaz sem vas poslušal. Ampak zavajate. In teh kadrov v medijih smo prebrali v časniku Finance, da je okoli 13 000 ljudi, ki
padejo pod to določbo. Mi se moramo pa skupaj, in to bi od vas pričakoval, boriti za to, da bomo imeli čim več takih razvojnih inženirjev, ki konkurirajo pravzaprav na mednarodnem trgu in bo za njih Slovenija zaradi te določbe privlačna. Oni so pa gibalo družbe in gibalo trga dela, zaradi njih se ustvarja nova dodana vrednost in boljša delovna mesta za v prihodnost. In tu ne morem razumeti, kako lahko vi obtožite te najboljše razvojnike, inženirje, ti, ki vlečejo naprej na trgu dela in naše gospodarstvo, ki pravzaprav omogoča socialno državo, ne, kako jih lahko vi zmerjate, da so to bogataši. Mi delamo za ljudi, to so nas prosili, sploh pa so noter v razvojnem zakonu tudi ukrepi, ne, ki se tičejo kmetov, razbremenjujejo kmete, razbremenjujejo obrtnike, normirane podjetnike, razbremenjujejo tudi sobodajalce in odpravljajo dve neustavni določbi Golobove vlade, ki ste bili čist tiho, ko je v bistvu Golobova vlada z zakonom o zdravstveni dejavnosti omejila, nerazumno omejila in tudi neustavno, tako je reklo Ustavno sodišče, prosto izbiro delodajalca za zdravnike. In s tem je naredilo v bistvu slabo za paciente, bolnike, ki čakajo nedopustno dolgo. Ponovno zavajate. Podatki, ki jih imate vi in mi, so jasni. Nobenih razvojnikov, nobenih razvojnih inženirjev, mladih, perspektivnih, strokovnih kadrov ni na 7500 evrov bruto plače. Ne, ni jih, zato ker jih ne plača niti gospodarstvo, niti javni sektor. In vi ne boste tem zboljšali plače, vi boste plače zboljšali menedžerjem in direktorjem. In za te vam gre. Ampak pokojnine bomo pa izboljšali, to pa morate priznati, da ste prej govorili neresnico. To je ta drama, zraven boste pa uvedli prisilno upokojevanje, kjer boste ogromni količini upokojencev odvzeli možnost, da bi delali naprej. No, to je pa še ena bolečina, ampak ravno na univerzah, ki spadajo pod resor vašega sindikata SVIS, ravno na univerzah je največ primerov, ko se mladi raziskovalci, perspektivni, tisti, ki imajo še vso prihodnost pred sabo, raje usmerijo v tujino, zato ker je ogromno nekih profesorjev, ki se tam zasedijo, tudi po 70. tudi okrog 80. leta in ne pridejo zraven do habilitacije in tako naprej. In ta zakon, najbolj izobraženi, izkušeni profesori z največ znanja hoteli poslati v pokoj. A smem dokončati? Ta zakon bo samo omogočil to, da lahko delodajalec, bodi si javni ali pa zasebni, torej v gospodarstvu, ima soodločanje, torej da ima besedo pri tem. Ne, ni res. Delodajalec ima lahko besedo pri tem, ali želi naprej imeti nekoga in če je dober kader, kolega Štrukelj, če je dober kader in če dobro dela, ga bo vsak delodajalec seveda želel obdržati. Ampak gospod, gremo naprej. Gospod Cigler Kralj, zakaj vi v tej razpravi tudi ob tem interventnem zakonu in ravnanju sindikatov pravite, da so sindikati le še izpostava leve aktivistične politike, namesto da bi se borili za interese članstva? Jasno je, da je nerazumno, da se sindikati borijo proti vsem pridobitvam tega razvojnega zakona. Ta razvojni zakon čisto vsaki skupini ljudi nekaj prinese. Recimo, znižan DDV na osnovno košarico živil. Ne, ampak mislim sem bolj na ta del, da so samo izpostava leve aktivistične politike. Bom razvil misel. Ta zakon tudi prinaša nižje davke na energente, pogledajte, ogrevanje in tako naprej, vse te krize okrog nas. In to je nerazumno, da oni rečejo, da je ta zakon za bogataše. In ko se je delala, lahko rečem, proračunska jama pod Golobovo vlado, ko so delili brez cilja in brez načrta pravzaprav bombončke proračunske, ste bili tiho. Ko se je pokazalo, da Robert Golob ne bo mogel sestaviti svoje vlade za še en mandat, ste vi takoj v bistvu šli na okope, napovedali proteste in v bistvu želeli prestrašiti morebitno razvojno koalicijo, desno-sredinsko vlado, da bi sploh si upala prevzeti. In to je dokaz, da so sindikati pravzaprav v Sloveniji samo podaljšek izpostava leve aktivistične politike, ker so tiho, ko je leva vlada, ko se pa napoveduje ena desno-sredinska razvojna vlada, je pa vse narobe. In to je prozorno in mislim, da imate ljudi tu, bi rekel, za norce. Ne vem, če gospod Kralj sam sebe verjame, kar govori. Namreč, ko je bil na našem predvolilnem shodu, ko smo ga povabili, obljubil socialni dialog in da ga poznamo, da bo to delal, potem pa absolutno z vsemi posegi šel proti temu celo več, ker smo bili proti temu zakonu, ki razgrajuje nek temeljni princip v tej državi, naše skupno življenje,
življenje, kjer smo solidarni, so se maščevali tudi s tem, da so odvzeli delodajalcem, da morajo odvajati članarino, ne da jo plačujejo, kar je zdaj gospod Kralj tudi včeraj rekel, da imamo obvezno članstvo, kar ne drži, in da morajo delodajalci odvajati skoraj tako, kot da bi bil to njihov denar. Tukaj gre za nek princip, ki je pogost v Evropi, res pa je, da ga je gospod Orban pred 3 leti na Madžarskem ukinil z istimi argumenti, ki jih tudi gospod Kralj ponavlja. Jaz sam sem bil vedno pristaš socialnega dialoga in bom tudi naprej, ampak tam moraš imeti partnerje, ki so iskreni, ki delajo res v dobrobit zaposlenih, recimo, če se predstavljajo za sindikate. Neresnica je, kolega Štrukelj, zopet ste povedali neresnico. Jaz sem 17. aprila na vabilo Ekonomsko-socialnega sveta prišel kot predlagatelj predstaviti ta zakon. Kaj ste pa vi delali? Rekli ste pa, da nimate nobenih pristojnosti za pogajanja. Kaj ste pa vi, kolega Štrukelj, takrat delali z ostalimi kolegi in kolegicami sindikalisti, da se 2 uri in pol ni niti potrdil dnevni red, da bi jaz lahko predstavil ta zakon. Niste dopustili socialnega dialoga glede tega zakona. Da mi ta zakon poznamo in da nas ni treba predavati o tem zakonu, ker smo ga natančno poznali, tako kot vedno sindikati. Ste pa hkrati povedali, da nimate nobenega mandata, da bi se v tem pogajali, kar pomeni, da je bilo dogovorjeno, da ga enostransko z politično močjo usilite, kar ni slovenska praksa zadnjih 20 let. Kako lahko poslanski zakon DZ usili nekomu? Prišel sem tja z iskrenimi nameni, 2 uri in pol ste zganjali proceduralne zaplete za to, da se ni potrdil dnevni red in niste dopustili socialnega dialoga v tem zakonu. To je jasno in to je videlo tam veliko prič. Tako da mislim, da tu si lahko... kot vi pripovedujete že zadnji mesec. No, to pa ni res, ne? To pa ni res. Vprašajte poslovodečega Ekonomsko-socialnemu svetu, gospoda Gorenška, ne? In še kasneje ste imeli kolegi Ekonomsko-socialnega sveta, kjer ste razpravljali o tem, ali je treba spremeniti pravila Ekonomsko-socialnega sveta, da bi lahko tudi poslanski zakoni bili obravnavani. Kar ste vi zavračali, da bi se sploh o tem pogovarjali. Pa sindikati niste dopustili sprememb. Osnovno pripravljenost, da se z nami pogovarjate, bi z nami prišli tudi neformalno, pa vendar ste potegnili narejen zakon iz žepa in nas soočili z njim, čeprav gre za temeljna vprašanja, ki so principi Ekonomsko-socialnega sveta. Praktično vse elementi tega zakona so za razpravo na Ekonomsko-socialnem svetu in to ste naredili z močjo večine v parlamentu. Nismo mogli, ker smo mi poslanci in ni bilo vzpostavljene pozicije, opozicije. Jaz sem prišel kot predstavnik predlagateljev. Ta zakon o tem, da se oziroma zaposlovalcem odzame obveza obračunavanja in odvajanja članarine sindikatom, je pa, mislim, da popolnoma v korist sindikalizmu, kajti zaposleni morajo imeti omogočeno anonimnost članstva v sindikatu in naj se sindikat in zaposleni sama dogovorita o tem, kako se bo plačevalo. Do zdaj v Sloveniji tega nismo potrebovali, ampak očitno napovedujete, da bo tvegano biti član sindikata, kar z svojim ravnanjem in odnosom do sindikatov že napovedujete in moram reči, da je to zaskrbljujoče. To vi insinuirate, gre vam pa samo za ohranitev vaših privilegijev. Ali boste dali svoje evidence, recimo lani ste imeli dobra 2 milijona evrov, samo vaš sindikat SVIS, dobra 2 milijona evrov dobička, 4 milijone pa pol prometa in tu gre pravzaprav, to je srž tega, zakaj se sindikati borijo proti razvojnemu zakonu in zakaj so zdaj skočili v zrak, ko smo prišli s tem zakonom o prenehanju obveznega odvajanja članarine. Hočete reči, da dobro gospodarimo sredstvi, ki jih imamo, ne tako kot vi. Ne, varujete svoje privilegije. Ni nobenih privilegijev. Tukaj je pač podlaga materialna, ki jo vsak sindikat mora imeti. Pejte si pogledati, v kakšnem položaju so zahodnoevropski sindikati, pa boste videli, da smo mi v Sloveniji reveži. Ampak je treba kam pogledati. Povejte vašim članicam in članom, koliko zaslužite potem tudi s sejninami, pa državni svet, pa s tem, da ste nadzornik v Modri zavarovalnici, da ne govorim o tem, da ste že precej čez mejo priporočeno za nadzornika v Modri zavarovalnici, ob tem pa seveda, glej, vsi, bi rekel, zaposleni v izobraževanju plačujejo v drugi steber pokojninskega zavarovanja pri Modri zavarovalnici. Tako da krog je sklenjen in tu je jasno, kakšna je pravzaprav sindikalna argumentov, gre gospod Kralj vedno na osebne diskreditacije.
Mojo Nič osebno plačo nisem določajo diskreditiral. učitelji in učiteljice 54-članski svet in sem v 57 plačnem razredu, kar je manj kot imate vi, Plus za pa neko je to pomembno verjetno. razliko, Plus državni da svetnik. mene ne plačuje država, mi pa plačujemo, vi pa vašo plačo vsi plačamo. Mene pa iz lastnih žepov plačajo učiteljice in učitelji. 57. In to je plačni pomembna razred, razlika. plus državni Manj svetnik, kot plus imate vi. nadzornik v modri zavarovalnici, plus ste sigurno še član kakšne skupščine, pa so še tam Nisem sejnine, član nobene tega se skupščine, zna kar v nabrati. državni ne. svet Ampak o sem bil kakšnih pa denarjih izvoljen. zdaj kle govorimo? Tako kot ste bili vi v državni zbor. 57. razred, koliko je to? Bruto točno ne vem, ampak manj, kot ima gospod To bi bilo Kralj. 5000 bruto plus približno 1200 na mesec za sejnino na Govoriva državnem svetu, potem verjetno preko Nimam 1000 evrov. 1200 in to ni plača, gospod V redu, Kralj, koliko pa imate, no? Saj lahko veste, koliko imate. tudi vaših prihodkov ne No, seštevamo, ampak ker vaša vedno plača govorite, je da delamo višja za bogataše kot in se je moja. treba Ja, v tej seveda. Sloveniji vprašati, kdo je In jaz bogataš. ne pridem čez to čez. Najlepša Sem hvala. daleč spodaj od No, tega. ampak ste pa blizu. Najlepša hvala. Vi ste bližje. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala.